Svetovno gospodarstvo pa je ta teden šokiral padec v ceni surove nafte. Zaradi zmanjšanega povpraševanja je cena sodčka padla pod ničlo. 37,63 dolarja. Toliko vam v Ameriki plačajo, da odpeljete sod nafte. Obupani trgovci se želijo znebiti zalog, ki se zaradi zaustavitve gospodarstva naglo kopičijo. Ja, niste narobe razumeli. Če v Ameriki danes prijete po sod nafte, vam prodajalec plača, da jo odpeljete. Situacija zveni kot edinstvena poslovna priložnost za tiste, ki doma še niso zapolnili vsega prostora s skladiščenjem WC papirja. Ker cena soda nafte zaradi presežkov dosega negativne vrednosti, se človek vpraša, zakaj preprosto ne nehajo črpati. Ko pa vem, mogoče tudi pri nafti, tako kot pri ljudeh. Vsake toliko časa treba sprazniti cevi, drugače se zaštopajo in dobiš modre sode. Da se prepričamo, kakšno je stanje na domačem terenu, se zdaj obračamo na našega obalnega korespondenta in slovitega pocenkarja Marka Žerjala. Marko, kako so se potrošniki odzvali na spremembe v cenah nafte? Čau, Jure. Ne vem, kako so se ostali odzvali, ampak jaz grem tankat. Negativne cene, kaj se ti hecaš? Od zdaj bo to, da greš na bencinsko, očitno zgledalo tako, da natankaš poln tank, potem pa greš noter, da oni tebi plačajo. Vsako flaško in lonček, kar sem jih imel doma, sem zbasal v prtljažnik, danes bomo zaslužili. V bistvu, z vsem tem denarjem, ki ga bom dobil, sploh ne vem, če še rabim tole službo. Mislim, veš kaj? Kaj če si ti zdaj naprej, kar sam malo poročaš v tvoji oddaji o vsakem dobesednem sranju, ki se zgodi na obali, a? Dovolj mi je poslušati neke komentarje, kako se lestim samo eno srajco. Kaj če si to tvojo kravato pomočiš v vodo, jo zamrzneš in si jo vtakneš not v tvojo... Marko, moram te prekiniti. Očitno si narobe razumel. Pod ničlo so padle cene surove nafte, ne pa tudi cene naftnih derivatov. To regulira država. Ja, upam, da se je jasno razumelo, da sem se hecal, ko sem se prej javljal. Glede vsega. V bistvu, kot sem zdaj lahko prebral iz računa, cena bencina definitivno ni padla pod €0. Ne samo to, država je celo zvišala trošarine na goriva, tako da v resnici ni padla niti pod €1. V bistvu so večina cene bencina davki in trošarine, tako da zgleda v resnici, ko gremo na bencinsko, bolj kot svoj tank polnimo državni proračun. Po pravici povedano, zdaj ko vem, kakšen kos moje plače gre tem lopovom, sem skoraj malo vesel, da se itak ne moremo nikamor peljati. Lepa hvala in uživaj v svoji plači, dokler jo še imaš. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.